Lepo pozdravljeni. V Črnomlju se bližajo zaključku naložbe, ki so jo začeli pred 3 leti. Projekt obnove in oživitve tako pritličja tamkajšnjega gradu, kot tudi mestnega jedra je skoraj končan. Zato so 7. sili predstavili, kaj vse so postorili. S projektom Branilci krone in meja so obudili zgodovino gradu in mu dali novo življenje. Je to bila naša želja že tudi vseh Črnomaljcev pred mano, da bi ta grad zaživel, in še bolj sem zadovoljen, da smo našli en del zelo pomembne zgodovine, ki daje zgodovinski pomen temu našemu mestu. Vidimo, kako mogočna zgodba, kako velik projekt in potencialno kako velika zadeva bo to mesto v Črnomlju in tudi širše prineslo. Seveda se oziramo nazaj tudi z zadovoljstvom, hkrati pa že gledamo naprej, kako bomo obogatili te vsebine, kaj se bo tukaj dogajalo. Tukaj je zdaj razstava Branilci krone in meja, ki prikazuje povsem nepoznano poglavje, torej slovenske, kranjske in tudi belokranjske zgodovine skozi oči gospodov Črnomaljskih, torej rodbine, ki je tukaj naredila in postavila svoj dom. Pri pripravi dela razstave so si pomagali tudi z novimi tehnologijami, umetno inteligenco. Vidimo 4 portrete Martina Črnomaljskega, Gašperja in Jurija ter Elizabete, ustanoviteljica samostana v Novem mestu. In z njimi lahko obiskovalec govori, torej je neka interakcija, lahko jih vpraša o njihovem času, o njihovi rodbini, o njihovem prostoru. Zanimivo se je tudi sprehoditi po steklom prekritem temelju srednjeveškega stolpa, ki so ga odkrili ob obnovi gradu. Verjamem, da bomo na ta način in s tako zgodovino in s to prezentacijo te zgodovine uspeli privabiti tudi veliko obiskovalcev, ki bodo, verjamem, impresionirani, tako kot sem jaz. Razvojno-informacijski center Bela krajina prevzema upravljanje pritličja gradu. Pri tem projektu so bili njegovi zaposleni zadolženi za pripravo turističnih vsebin in produktov. Doživetja plus delavnice, ki so namenjene mladim otrokom, zaključenim skupinam in pa društvom oziroma tudi družinam. Ne zgolj samo doživetje in ogled tega našega zgodovinskega interpretativnega dela samega gradu, temveč tudi ogled mestnega jedra. Prenovljeno pritličje gradu, skoraj 2 milijona vredno naložbo, v veliki meri podprto s sredstvi Ministrstva za kulturo in Evropske unije, bodo za javnost odprli 3. decembra.